Pozdravljeni! Zopet je na vrsti naš običajni komentar novic in poglejmo si skupaj, kaj se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Tudi tokrat, kot običajno, štirje različni sklopi. In vkolikor vas bo zanimalo, kaj je pisalo v izvirnikih, ki jih navajam, so kot ponavadi vse bližnjice v samem opisu. Tokrat nekaj drugačnega. Namreč vsi štirje sklopi bodo imeli nekaj skupnega. In to je manipulacija z informacijami, ki pridejo do nas navdušencev. A da ne bomo kot običajno predolgi, najbolje, da začnemo s prvim sklopom. V prvem sklopu se bomo ukvarjali z novico, ki ste jo mogoče opazili marsikje. Sam nalašč navajam motosport.com 24.5. kot nek, recimo temu, izjemno kredibilen vir. A zaslediti jo je bilo možno v tujih in seveda tudi domačih virih. Na pričujočem posnetku lahko vidimo, kako Lewis Hamilton se skorajda dotakne zadnjega stabilizatorja Red Bulla RB18 Sergija Pereza. Red Bull je bil v Parc Fermeju, kar pomeni, vkolikor bi se ga Lewis Hamilton dotaknil, da je prekršil pravilnik. V bistvu znana zgodba iz velike nagrade São Paula 2021. Se je Max Verstappen dotaknil Mercedesa Lewisa Hamiltona in bil zato kaznovan. Prav tako obnašanje v bistvu sproži kar nekaj vprašanj. Je Lewis Hamilton nespameten, kajti dobro ve, da je to proti pravilu? Ne. Gre za čisto nekaj drugega, v resnici za konstrukt. Namreč v samem članku, ki ga objavlja motosport.com, ampak tudi v tistemu, ki ga navaja Planet F1.com, prav tako iz 24.5., lahko vidimo, da je priložen posnetek. Čeprav pri motosportu še zmeraj trdijo, da obstaja možnost, da se ga je dotaknil, pri Planet F1 so zagotovo ugotovili, da do tega ni prišlo iz istega materiala. Lewis Hamilton se je vračal iz protidopinške kontrole in prečkati je moral Parc Ferme. In kot vidimo tudi mi, se tistega dela v resnici ni dotaknil. Seveda sedaj ostaja vprašanje, zakaj je potrebno objavljati te zgodbe. Ugotovili smo, da Lewis Hamilton ni nespameten. Imajo nas, publiko, za nespametne, da bomo nasedli vsem takim konstruktom, ali pač je nespameten sam avtor, ki objavlja karkoli samo zato, da bi pritegnil pozornost. Vsakdo izmed vas si lahko izbere tisti odgovor, ki mu je ljubši. In sam tudi verjamem, da Lewis Hamilton marsikomu izmed vas ni simpatičen voznik. To še ne pomeni, da lahko pravzaprav vsakdo o njem ustvari kakršnokoli zgodbo, samo zato, da bi ga, recimo temu, malce očrnil. Menim, da šport, kot je Formula 1, zahteva neko objektivno poročanje. To, kar smo videli tu, zagotovo ni. A pojdimo naprej. V drugem sklopu se bomo pa ukvarjali z izjavo Matije Binota. To smo lahko najpogosteje videli v tisti varianti, ki jo je objavil motosport.com, prav tako 24.5. In gre za izjavo, kjer Matija Binotto primerja letošnji Mercedes z lanskim Ferrarijem po zaostanku za vodilnim. In vzpostavil je izjemno zanimivo teorijo.
Namreč dejal je, da je George Russell zaostal za Maxom Verstappenom za nekaj več kot 30 sekund. Ukolikor Charles Leclerc ne bi odstopil, bi verjetno imel, seveda zopet George Russell, zaostanek tam okrog 40 sekund. To delimo s 66 krogi dirke, pomeni zaostanek med 6 in 7 desetinkami na sam krog. To, po Binottovo, je zaostanek, ki ga je imel lani Ferrari. Tu bi rad poudaril nekaj. Če vzamemo 40 sekund in ga delimo z 66 krogi, dobimo zaostanek, ki je za dlako višji od 6 desetink, da bi se približal 7 izjemno težko. Kot zanimivost. Nekateri viri so se celo zmotili pri dolžini kroga in tu navajam italijanski avtosprint. Dejali so, da je velika nagrada Španije bila dolga 63 krogov, a seveda gre za tipkarsko napako. A zanimivo je nekaj drugega. Charles Leclerc ni pripeljal do konca dirke in izjava, ki jo prebiramo v takšnih in drugačnih virih, je povzeta. Povzeta po intervjuju, ki ga je dal Binotto za Sky. In dobil sem na italijanski verziji tudi to izjavo iz 22. maja. Zakaj v italijanski verziji? Ker prvi jezik Matije Binotta je italijanščina. In tu o kakšnem deljenju sploh ni govora, namreč Binotto je lepo povedal, da po njegovem izračunu Mercedes za Ferrarijem je zaostajal 40 sekund in to pomeni 6 do 7 desetink po njegovo. In seveda videli smo, da zadeva je izjemno nenatančno izračunana. A to še sploh ni bistveno. Namreč Binotto trdi, da po 6 dirkah je Mercedes približno v takem zaostanku, kot je bil Ferrari lani. A za eno bistveno razliko, ki jo Mattia Binotto ni želel upoštevati. Namreč tovarniška ekipa Mercedes je letos med konstruktorji zbrala 120 točk. V 6 dirkah lani je Ferrari izbral 94 točk. In priznam, tu lahko imamo korekcijski faktor zaradi sprinta, ki se drugače točkuje. Rad bi poudaril še nekaj. 6. dirka na lanskem koledarju, velika nagrada Azerbajdžana. Torej, Ferrari je v lanski sezoni izbral manj točk kot letos Mercedes, kljub temu, da je bil dvakrat na najboljšem štartnem izhodišču. In že to nam pove nekaj, kar se pri skuderiji Ferrari ponavlja tudi letos. Res, so hitri, ampak roko na srce neučinkoviti. Ne zberejo toliko točk, kot jih bi lahko. A o tem Mattia Binotto ni govoril. Pojdimo k naslednji temi. V tretjem sklopu se bomo pa ukvarjali z izjemno zanimivo izjavo Andreasa Zidla, ki sem jo zasledil na spletni strani RaceFans 25. maja. Namreč letos bomo imeli 22 dirk in D23. In to je pomembno zaradi tega, ker bo proračun oziroma omejitev proračuna nižja za 1,2 milijona dolarjev za vsako ekipo. Poleg tega je tu inflacija v Veliki Britaniji okrog 7%. In to bo pomenilo, da bodo ekipe v resnih finančnih težavah. Še več, Christian Horner je izjavil, da verjetno 7 od 10 ekip bo izpustilo zadnje 4 dirke. Vsaj tako navaja italijanska verzija spletne strani motorsport.com, prav tako 25. maja. In navaja totalno iste razloge ter išče soglasje, da bi omejitev proračuna seveda dvignili. A ima 4 nasprotnike. Vodi jih Otmar Szafnauer iz ekipe Alpine.
tega imamo še Williams, Haas in Alfa Romeo F1 Team. Seveda po svoje bi bilo razumljivo, da britanske ekipe oziroma tiste, ki imajo sedež v Veliki Britaniji, držijo skupaj in branijo nek interes, ki jih združuje vse. Ampak videli smo lahko, da ta fronta je vse prej kot enotna. Namreč pri tistih, ki hočejo zvišanje proračuna, sta na primer ekipi Alfa Tauri, kar je logično, ker je v soupregi z Red Bullom, ampak tudi Ferrari, ki jih inflacija v Veliki Britaniji ne zanima prav nič. Po drugi strani imamo Alpine. In mnogi izmed vas boste dejali, kaj pa briga Alpine inflacija v Veliki Britaniji? Polovica njihove ekipe je v Veliki Britaniji, v Enstonu, tam izdelujejo šasije. Williams je celoten v Veliki Britaniji in Haas, čeprav ima tisti biro zraven Ferrarija v Maranellu in jim šasije izdelujejo pri Dalari, ima tudi sedež v Veliki Britaniji. No ja, Alfa Romeo F1 Team ima sedež in seveda vso infrastrukturo v Švici. Torej, zopet vidimo, da nam prodajajo neko zgodbo. Ampak za to zgodbo se skrivajo drugačni interesi, kot je na primer inflacija. Ekipe želijo več trošiti, ampak le one, ki so nekako zveste načelom, se skušajo temu zoperstaviti. In govorimo zopet o Alpinu, Williamsu, Haasu ter Alfa Romeo F1 Team. In bo uspelo ali ne, bomo videli skupaj. Ampak v članku je lepo razloženo, da 7% inflacija v Veliki Britaniji je bila predvidena že decembra, ko so se vsi strinjali s sedanjimi omejitvami. Toliko o tem, koliko resnice je v izjavi tako Zidla kot Hornerja. A pojdimo. V našem zadnjem sklopu se bomo seveda ustavili še pri malce zabavni objavi. Namreč pogostokrat se zgodi, da določen sestavek ne odraža tiste resnične slike, ki smo jo dobili ob spremljanju določene dirke. In tudi tokrat je tako, nič čudnega. Pogosto je v tujih kot v domačih medijih. Danes vam bom predstavil, kaj so napisali pri italijanskem dnevniku Libero 23. maja. Naslov članka gre približno takole. Max Verstappen, Sergio Perez. Resnica pretresa Red Bull. Umazana igra proti Charlesu Leclercu. In mnogi izmed nas, ko bi zagledali tak naslov, bi verjetno začeli brati, kaj se je tako pretresljivega zgodilo. In pretresljivo je, ker tisto, kar je na to navedeno v vsebini, sploh ne odraža onega, kar smo zasledili v naslovu, ampak to ni presenetljivo. Namreč o kaki umazani igri proti Charlesu Leclercu ni ne duha, ne sluha. Gre v bistvu za moštvene ukaze, ki smo jih vsi dobro slišali pri ekipi Red Bull, in v zaključku samega članka je tudi poudarjeno, da ni nekega rivalstva, ni nekega spora med Maxom Verstappenom in Sergijem Perezom. In marsikdo bi se sedaj spomnil tiste znane fraze pri skuderiji Ferrari. Felipe, Fernando is faster than you. Torej, nič novega v samem moštvenem ukazu in seveda tudi nič kaj tako pretresljivega. Zanimivo je tisto, kar se je zapisalo avtorju v sredino članka. Namreč pogostokrat nevešči avtorji zamenjajo določene fakte. Namreč avtor navaja, da Max Verstappen je v bistvu sredi dirke prešel iz strategije z 2 postankoma na strategijo s 3 postanki zaradi težav z DRS-om. In prav tu je bil Sergio Perez poškodovan, ker je ostal na strategiji z 2 postankoma. Vse v redu in prav, če mi navdušenci ne bi dobro vedeli, da je tudi Sergio Perez opravil 3 postanke.
odkot torej temu avtorju znanje o postanku Manjšarja, Pereza? In odgovor je relativno enostaven. Zamenjal je Pereza z Botasom, druge razlage, vsaj racionalne, nima. Je pa zopet lep primer ta članek, kako želijo razni avtorji pritegniti našo pozornost in nam servirati zgodbe, ki v resnici se sploh niso dogodile. In vse zato, da bi imeli klik 2 ali 3 več. Za danes, za ta kratek komentar novic, bo seveda to vse. Hvala za vašo pozornost, ter seveda nasvidenje.